Ja, pa še kviz je bil. So mogli ugant, kjer je oddaje, takrat je bila famozna TV Popera. Veš, Ja. Kaj je bila, ne? In To pa ne vem, kje je to. odgovori, To pa nisem še nikoli slišal. odgovori TV Popper, ne, aplavz, ne, seveda, iz studia aplavz, razumeš, ne, in je zmagala en lonc, ne, in je šlo spet 10 minut za Nekoga, ki ga poznamo kot režiserja, kot igralca, kot satirika, bi rad pokazal in rad videl tudi v eni drugi vlogi. Ne v vlogah, ki so mogoče zaznamovale njegovo aktivno življenje, ampak njegova razmišljanja, njegove misli, njegove poglede na aktualne teme. In se mi zdi, da bo Boris Kobal vrhunski v tem, da mogoče odpreva neke teme, o katerih se Se bom potrudil. o katerih se ne pogovarjamo tako zelo na glas, ampak dajva začeti pri 100 kilometrih. Ja. Ne? Jaz sem 100 kilometrov najprej razumel, da je to teh prvih 100 kilometrov, ki si jih pretekel, ne? Potem sem pa razumel to identifikacijo tvojo kot Tržačana, Ja. ne, kot zamejskega Slovenca, ki mogoče ravno zaradi te diagnostike Slovenijo, ne, dogajanje v Sloveniji vidi drugače. Kičasto vprašanje bi bilo, kako se počutiš kot Tržačan, ne, kot slovenski zamejec, ampak a bi rekel, da je na nek način definicija tebe drugačna, kot če bi bil samo Ljubljančan, kot če bi bil samo Slovenec. Kako zelo te je to zaznamovalo? Ja, absolutno zaznamuje. Mislim, prostor, iz katerega nekdo pride, tako ali drugače nekako ostane v tebi, ne glede koliko je intenziven potem z leti in koliko je ostal še v tebi, ne, govorim o tržaškosti moji. 100 kilometrov je enostavno razdalja med Trstom in Ljubljano. V Ljubljano sem prišel leta 76, rojen sem v Trstu, tam sem opravil vse šole, pa maturo, pa vse to, pa tudi nek faks. No, in prišel sem leta 76 študirati v Ljubljano na GRFT. In od takrat naprej sem jaz teh 100 kilometrov prevozil milijonkrat, sigurno, ko še ni bilo avtocest. Zdaj, prihod v Ljubljano je bil verjetno ta začetek, je bil najbolj značilen, ne. Sem prišel v nek prostor, to tudi v tej svoji knjigi opisujem. Mislil sem, da bom prišel v en domač prostor. V bistvu sem pa ugotovil, da sem prišel v meni precej tuj prostor. Kljub tem 100 kilometrom, ki je tako rekoč nič, ne, sem padel v en prostor, kjer je bila druga mentaliteta, ker so bili drugi drugačni Slovenci, kot smo bili mi na Tržaškem, ali pa da širše rečem na Primorskem. Drugačnost je bila v vseh stvareh. V pojmovanju humorja, recimo, o jeziku itak, ne, druga slovenščina, ne, absolutno ne. Prehrana, ne. Jaz sem recimo takrat prvič videl, da ob 10. zjutraj ljudje jejo golaž vampe. Jaz sem v Trstu prišel do drugega kofeta takrat. Ne. Kako se na drugačen način pije. Tudi kako se ga drugače napijejo. Tukaj. Skratka, neka popolnoma druga podoba in na začetku moram reči, da sem imel zelo hude probleme, da sem se sploh udomačil. In to je trajalo na AGRFT-ju, ko sem bil 2 leti, sem kar imel huda domotožja. Zapustiš nek prostor, kakor je bil Tržaški, ker sem bil ful aktiven v marsičem, ne. Tukaj je bila pa v bistvu sam študij, nisem se znal integrirati, nisem znal dobiti družbe. Sem bil kar sameval, potem sem v 3. letniku počasi se to popustilo in potem je zgodovina življenja taka, da je kar naenkrat bilo zmeraj več Ljubljane in zmeraj manj Trsta. Zmeraj več tudi Slovenije in manj Trsta, ker je bil moj delokrog širši. V Ljubljani kot v Trstu je bil samo en teater, ne. Tukaj sem imel več možnosti in sem veliko tudi delal po različnih gledališčih in potem so prišli tudi otroci. In na nek način je Trst počasi prehajal v drugo mesto, na drugo mesto. Tako da danes, ko jih štejem skorajda 70, letos jih bo 70,
sem pravzaprav s Trstom na nek način skorajda zaključil, ne. Nič ni več od Trsta, razen spomini, pa 2, 3 prijatelji, s katerim smo v nekem kontaktu, vse ostalo je absolutno šlo mimo, kar pa ne pomeni, ne, da sem pa postal Ljubljančan, ne. Čisto do konca sigurno ne, ne. Malo že, nekako, ko se vozim v Trst, ko se grem pač s kom srečat dol, niti sploh v mesto skoraj ne grem, grem več do občin, pa se tam dobimo. Nekako pri nanosu zamenjam jezik. A res? Se vklopi nek dialekt, ko pridem gor od Nanosa gor, se vklopi neka pač slaba ljubljanščina, ker pa se vidi, da od kje sem doma, ne morem tega prikriti. Ampak nekako si pa brez nekih ene korenine, recimo, da so, ne, to zdaj meni te korenine so malo patetične, ne, ampak ne znam drugače povedati, ne. Ampak novih so pognale, ampak je še rosca. A pa bi rekel, da mogoče na tisti čas ali pa na to odraščanje ali pa doživljanje takrat samega sebe ali pa te entitete, ne, a je to romantičen pogled zdaj nazaj? Ja, je malo romantičen, Recimo, če že grem v mesto, ne, grem, ne vem, en krog po mestu. Rad grem v kakšno knjigarno pa kaj takega. Ampak moram reči, da ko se ta krog konča in se vračam, mi leže na srce, se mi usede neka depresija. A res? Ko zapuščam Trst. Čeprav zdaj vidim, da vsi norijo s tem Trstom, pa Ljubljančani kupujejo dol stanovanja, da ne moreš verjeti. Pa ful so poceni? Ful so poceni, ja, drži, ful so poceni, ne. Tudi Tržačani, ne, stvari so vse spremenile, zelo radi hodijo v Ljubljano, ne. Ker se veliko stvari dogaja, verjetno več kot v Trstu. Govorim tudi na tem nivoju, pusti razne sejme, pa razne, radi grejo, ne vem, na tržnico recimo, ne, ki jo recimo v Trstu ni, ne. Ampak recimo hodijo, ne vem, v Cankarjev dom, Stožce, koncerti, te zadeve. Tako da se je odprl, na nek način se je odprl, jaz sem ga poznal kot še zelo absolutno zaprl in, bi rekel, negativen prostor Tržačanov, Italijanov do Slovenije ali pa da rečemo do Jugoslavije takrat, ne. Čeprav so hodili, kot še vedno hodijo, kupovat bencin, pa še zmeraj grejo jesti v Sežano, ker je poceni, in še zmeraj kupujejo meso. To je bilo že, to je klasika, tako kot je Jugoslavija kupovala v Trstu vse, kar je videla v tistih letih, tako še zmeraj Tržačani hodijo gor, ne. Ampak če greva, če mi dovoliš, da greva v to neko razumevanje, ne, te neke slovenske zgodbe znotraj Italije, Ja. ne. Se spomnim ene tvoje izjave, ko si rekel, valjda smo vedno navijali za Jugoslavijo, ne. Ja, to je bila lestvica, torej mi smo bili absolutno anti-Italijani, bi rekel, iz principa. To se je verjetno v športu najbolj gledalo. Mi smo imeli zamejski Slovenci, ki smo deljeni v 2 tabora, kot vedno, Slovenci, ne. Čudno, da ni ta tretjega, ampak ni. Še zmeraj smo razdeljeni, v ta geto mali je razdeljen v rdeče in bele, da rečemo po domače. Tudi tam se je to čutilo? Ja, od vedno, ne. Ampak seveda, ne, kjerkoli in karkoli je igrala Jugoslavija, smo navijali na prvem mestu. Če ni bilo Jugoslavije, je bila potem Sovjetska zveza. Če ni bila Sovjetska zveza, je bila katerikoli slovanski narod, ki je kjerkoli kaj igral, ne. Zadnja je bila Italija. Tudi če bi igrala Italija takrat, ko jih ni sploh bilo, ne, v športu, ne vem, Ferski otoki Italija, ne, smo bili za Ferske otoke. Obvezno. To je bil to je ta zaprtost, ne, ki jo dobiš verjetno z neko vzgojo. Zakaj sem rekel zamejski geto? Ker je res, da so nas Italijani vedno dajali na stran in nas ne priznavali, ne. Mi pa tudi nismo prav zelo veliko delali za bi rekel, da odpremo to zadevo, ne. Mi smo nekako živeli, vsaj ta del levi, smo živeli z zavestjo, da je za nami Jugoslavija, ne. Da ne rečem Tito. Stvari so se začele spreminjati po osamosvojitvi.
Ampak dajva ostati še tam, no. Ja. Dajva, preden se osamosvojiva, greva še to pogledat, ne. Ja. A se ti zdi, da je mogoče bilo celo za mejo bolj intenzivno, ne? Ja, je, ker je manjše Da tudi. je tudi ta, okej. Je manjše in v manjšem prostoru so stvari manjše pač, ampak zato so pa tudi bolj vidne. Ta narodna pripadnost, ne, tudi ta viktimizem pravzaprav, ne, da smo stalno mi, bi rekel, na neki način žrtve, ne, je bil potenciran, ne. Res, verjetno je tudi moja generacija, jaz sem bil rojen 10 let po koncu vojne, to se pravi še v tem območju spomina, in je bil seveda za nas Italijan, tisti, ki nas je in nas je, ne, zatiral in skušal tudi eliminirati, ne. In to je ostalo, v tej generaciji do danes. Nezaupljivost do Italijana je tu. Bom rekel do Tržačana, ne, ker zdaj tudi, veste, reči Italijan, Tržačan, to je zelo relativno, ne. Italijan, Tržačan je kategorija, ki obstaja, ampak ni zelo razširjena. Ker vsakemu, ko spraskaš dol malo kože, je odzad Slovenec, je Kraševec, je Istran, je ne vem kje, če nič drugega, tudi če je Italijan, je možno, da je Jud, je možno, da ima nemške korenine, in te zadeve. Sprehodimo se po Sveti Ani, ki je centralno pokopališče, tržaško, pa poglejte priimke, ki so gor, ne. Gor na tisoče priimkov, ki nimajo z Italijani nič, ne. Fašizem je naredil to destrukcijo, ne, da je to lepo mesto, ki je bilo multinacionalno, ne, uničilo. In se je izgubil slovanski element, ne samo slovenski, slovanski, se je izgubil, se rekel, seveda nemški element, judovsko četrt so v drugo svetovno vojno popolnoma zdesetkali, po taboriščih in tako naprej. Ne pozabimo, da je imel Trst edini v Italiji, koncentracion lager, tako rekoč, ne, Rižarno, s krematorijsko pečjo, ki je bila neko zbirališče, da so jih pošiljali ljudi naprej v Nemčijo ali pa kar tam uničili, kjer so bili. To se pravi, ta, bi rekel, tržaški, zdaj, bi bil krivičen, če bi rekel, da so stvari take ostale. Italijani so se spremenili, Tržačani so se spremenili do Slovenije, še posebej po osamosvojitvi tudi, ampak dobili so seveda že spet neko drugačno multinacionalnost, ne. Ti danes hodiš po Trstu, ne, in je kar naenkrat se spremenilo vse. Tudi v glavnem prehrana. Mi nismo vedeli, kaj je. Jaz, ko sem prišel v Ljubljano, nisem vedel, kaj je burek. Jaz sem prvič v življenju videl burek v Ljubljani in ga tudi jedel. Zdaj je dol v bistvu ena sama kitajska restavracija, pa kebab. To je in Turki. Pa golaž že jedel? Kako? Golaž že lahko jeva v Ne, desetih? vse te gostilne, ne, to se ne je, absolutno, to je ostalo, ne. Ampak vse te gostilne, vse, kar je bilo v Štariji, kakor češ, ne, ki so imeli to, domačo prehrano, to je vse izginilo. Če kdo kupi Kitajec. Tako da imaš tega, Trst je jezikovno se spremenil. In tisti mittelevropski Trst, ne, je v bistvu ostal samo v literaturi. Okej. Drugi jeziki so prišli na dan, afriški jeziki, azijski jeziki, srbski, da ne rečem, koliko je tega. Dajva zdaj preskočiti v ta čas, ne, pa če rečeva, da imaš mogoče v sebi to levo zavedanje, levo razmišljanje, da si intelektualec, ki mogoče danes to situacijo opazuje, vidva, kaj se dogaja v Nemčiji, italijanska pozicija je vedno bolj, ne, na neki način ekstremistična, glasna, Bo ne. kar rekla fašistična. No, dajva kar tako Tako reči, ja. da se bolj razumeva. Ja, da govoriva isti jezik, ne. Ja. Zakaj misliš, da ta družba, na neki način potrebuje ali pa tako na neki način glorificira ta fašističen pogled oziroma nacionalističen pogled? Ultradesni, ne. Ja. Seveda, prvi razlog je, da je izginila levica. Povsod. Je ni več. Ne, pri nas ni. Recimo, če si že omenil Italijo, recimo fenomen zadnjih volitev je, da je delavstvo, ki je tradicionalno volilo leve stranke, danes volilo prejšnji za Melonijevo. Veliki centri, kot so bili, ne vem, fabrike, Torino, Lombardija, to so volili zanjo. Volili so pa za levico meščani teh bogatih mest. Center Milana je lev. Okolica Milana, ker so fabrike, sploh v Lombardiji, so pa vsi za Melonijevo. Mislim, to je Kaj nor. prinaša gospa Meloni na mizo?
prinaša navidezno gotovost, lažno, sigurnost, ne. Končno se je našel nekdo, ki bo zrihtal stvari. Tukaj so Italijani, isto je v Nemčiji. V področju, ko smo prišli med temi vojnami, v katere smo vpleteni, ne sicer krvavo še, mi samo pač futramo vojne in nas vojne futrajo tudi nas. Mi v bistvu naredili so bi rekel, to področje strahu. Ne? To, kar je nazadnje bila ta famozen safe kit, kako se bomo rešili nuklearne vojne, ko gremo 2 dni dol, bomo zaprti, imejte vse s sabo, tudi nožičke, pa malo za jesti, 3. dan pa pridemo ven in gremo v pizzerijo lahko, ne. Veš, ta strah rabi sigurno roko. Tako je prišel Hitler na oblast. V največjem šitu, ki so ga imeli, pride nekdo, ki reče, mi bomo uredili prvič nemški ponos, in ga je uredil. Je rekel, bomo vsi delali, služba bo za vseh. Seveda je bila, če so delali, bi rekel, če je zagnal vojni stroj. Vsi, in kar naenkrat, evo ti človeka, ki reši zadevo. Pusti pol, kaj je še zraven bilo tega. Ampak ta gotovost, da nekdo poskrbi zate. Mislim, diktatura, ne, kot taka je verjetno, jaz sem prepričan v to. Mislim, da je bolj primerna za človeško naravo kot demokracija. Ker ti delegiraš diktaturo nekomu drugemu, da skrbi zate. Ti pejt sam delat, za jesti imaš, za pit imaš, oblečen si, streho imaš na glavo, vse je nekako navidezno okej in ni mi treba nič več kaj preveč razmišljati. Pri demokraciji je pa ravno nasprotno, ne. Treba se je verjetno vsak dan boriti za to, za jebano demokracijo, ki postavlja nora pravila, ne. Boris, ampak a je politika odraz tega, kdo smo mi? Tisto, kar je izvoljeno? Se jih volimo. Ja? Se jih A je volimo. to pol res odraz nas? Očitno je, ne. Jaz lahko govorim proti Melonevi ali pa proti AfD, kakor čem, ali pa proti Orbanu, ampak so ga izvolili, ali pa Trump. So ga izvolili. In to fest izvolili. Kje smo pol mi, ki volimo? In zakaj gremo mi tako rekoč voliti? In koga izvolimo? Bi rekel, velika goljufija volitev je to, kar ni bilo mnogo let nazaj, da ti voliš nekoga, ker mu zaupaš, ker pač, ne vem, nek program pač pove, ne, ampak potem iz tega programa ni nič, ker gre on v koalicijo z drugimi in naredi z našimi glasovi kar če. Mislim, mi smo samo neki, bi rekel, mi delegiramo nekoga, ne, da nas zastopa. To recimo v skandinavskih narodih ni tako, še ni tako. Poznam primer ene gospe, ki živi v Trstu, žena mojega prijatelja, ki je Finka. Ona hodi volit, ona voli kandidata, enega zelenega je volila, kandidat je rekel, da bo naredil to pa to pa to pa to, da bo naredil tudi nek park. In po 2 letih tega parka ni bilo. In je tale gospa iz Trsta klicala na Finsko tega kandidata, ki je eden od podministrov, ker ima vsak dan 1 uro, ima odprt telefon. In ga je rekla, jaz sem volila za vas. Parka še ni. Kaj zdaj? Gospa, park bo v 6-7 mesecih se lotimo dela, če ne bo, odstopim. In je odstopil, ker park ni štartal. To je druga zavest politike. Ampak kje pa je pol problem, ko mi volimo ljudi, ki nam ne delivrajo parkov? Ne? Kje catch, zakaj ga še vedno volimo? Ne? Se ne volimo. Se Se 50% ljudi več ne voli. Se to je problem. V bistvu jaz moram reči, da mi ne volimo več. Ker je absurdno, da neka država, majhna ali pa velika, ne, gre 50% ali pa manj tudi lahko, ne, ljudi voliti in potem imamo, recimo v Italiji je 45% bilo izostanka, ne, na volitvah. Ljudje niso šli voliti, ne mladi, ne stari, ne. In zdaj ona dirigira državo v imenu koga? Teh 50, ki so volili, ali kaj pa oni 50, ki niso volili, pa kdo jih zastopa? Ne? In tukaj moram reči, da so sicer vsi strašno zaskrbljeni, ne? Zakaj toliko ljudi ne grejo voliti, ne? Zaradi njih ne gremo voliti. Mislim, kdo je zdaj tle zajebil zadevo? Kakšno zaupanje
kakšnega zaupanja so vredni ljudje, ki ne izpolnjujejo to, kar rečejo, nimajo nobenega zaupanja. Ampak seveda, to je pa krasen teren za populizem, ne? In je krasen teren za desnico, ki pa naj bi te stvari z majčkeno ostro roko, ne, naredila. Ne? In tudi desnica je kompaktna, vsaj na zunaj. Mogoče na noter ne. Mogoče na noter se razdirajo, ker vem, da se razdirajo. Niso glih, ampak ko je treba na volitve, smo skup, rečejo. Mi pa, ko gremo na volitve, pa imamo eno levo stranko, pa takoj naredimo še eno drugo levo, pa še eno tretjo, potem se ta cepi na dve levi in pol ne veš več, koga voliti. Jaz recimo osebno imam problem, ko bojo naslednji, ne vem, verjetno bom šel, ker imam vcepljeno tole v glavi, da je to moja dolžnost, ampak ne vem. Ampak si sposoben ozavestiti, da si razočaran? Absolutno. Da si lahko razočaran. Ampak kaj naj naredim zdaj? Ne grem volit, ker kadar volim, zadnje runde, bi rekel, v teh zadnjih let, tudi v Italiji, ne samo tle, sem vedno izbiral med manj slabšim. To je moje vprašanje tebi. Zdaj, zadnje volitve so, veliko govora je bilo o tem, da mi volimo zato, da ne bi ta nekdo drug. Ja, na kontro, ne, volimo. To ni v redu, ne. To ni v redu. Se pravi, midva ne volimo unega kandidata, ker tudi za tega... Jaz bi moral videti, zdaj, če rečem pri nas, pa ker že obstajajo, povemo imena, ne. Če je zdaj tlele Golob, ne, ta novi bil, ne, pa prej nekateri drugi, ki so bili, ne. In na tej strani je ta večni Janša, razumeš, ne, ki pride do tistih svojih glasov, ne. Jaz bi moral v bistvu se konfrontirati in biti pošten do sebe, ne glede, če sem lev ali če sem desen. Bi mogel biti pošten, bi rekel, gled, tle sta dva programa, ampak sem levičar, penti, ampak mogoče ima pa tale na desni tudi prav, ne, pri nekih zadevah, dajmo mu šanso, da vidimo. Ti ne moreš ozavestiti tega. Ja, pa ga bi obkrožil pol Janša. Ne, ker sem cepljen proti temu in ker imam v svojem DNK-ju zapis, v bistvu, kaj je to fašizem. In ne želim te zadeve. A tukaj vidiš vzporednice? Ta pauza je povedala. Vreme se je pa kar naredil. Vreme se je naredil, ja. Vreme se je naredil. A ni ta prijatelj z Orbanom tudi? A ja? Vreme se je spet naredil. Kar dvakrat v enem dnevu. Ok, ampak zdaj če sva majčkeno aktualna, pa ti si kulturnik, mi gremo, Slovenci gremo na referendum, na katerem bomo razmišljali, bo ljudstvu dano razmislek o tem, da če mogoče kdo uživa preveliko, ker kulturniki pa res nič ne delate. Ja, vse je res. Jaz v glavnem sedim po kavčih, pa se pogovarjam. No, ampak, a veš, ti prihajaš iz unih časov, ko se je teater res dojemal kot neko popoldansko obrt, kot nekaj, kar si ti ljubiteljsko delo. To je bilo absolutno, še zmeraj. Takrat, ko sem hodil študirati, pa sem povedal, kaj delam, sem rekel, ja, ampak kaj pa delate? Sem rekel, režiser sem, vem, razumem, ampak kaj delate? Pol, ker ti to praviš. No, ta referendum, ki naj bi bil, je prav, bi rekel, to je prav znamenje populizma. Ti napumpaš folk, za par ljudi, govorimo o par ljudi, ki pač so zaslužni za več od ostalih, razumeš, in naj bi zato dobili nek dodatek na penzijo in ta dodatek, ki ne vem, zdaj, ko sem pozabil cifre, koliko bi to nastalo na eno leto, je seveda strahotna krivica, unga, ki ima pa 600-700 evrov penzije, kar je tudi absolutno groza, da jih ima. Ampak ni zaradi kulturnika nima. Tistih 700 evrov niso zato, ker ima on dobil nek... Ja, ampak mi bomo verjetno, ker bomo iz te kastrole zaprli to kastrolo, bomo dali unat drugo in oni naj imeli več. In koliko bojo dobili? Tisti, ki ima 700 evrov penzije, od enega kulturnika, ki ne bo dobil 10 centov, če porazdelimo na folk. Po drugi strani bomo pa brez problema vrgli 6 milijonov evrov za referendum stran. In zdaj ti napumpaš folk, ki sam čaka to kost, kaj pa so te populistične teme? Veš kaj, to je slovenska mentaliteta, A veš, jaz imam eno kravo, ti imaš 2 kravi. In bomo naredili vse, kar se da narediti, da boš ti izgubil eno kravo, in ne da jo bom jaz izgubil, ampak da bova 1-1, če se da pa 0-0. Ne bomo pa nič naredili tem, da bi imeli jaz 2 kravi, pa ti tudi 2 kravi.
To se pravi, fovšija kot narodna kategorija, etika, slovenska etika, fovšija je na prvih mestih, na vseh področjih. In če se le da, spotikanje, kakor češ. In zdaj se spravijo na par ljudi, ki bojo dobili mogoče, ne vem, par 100 evrov več na tistem. Zaradi tega človek ne gre volit, ne. Ne, je pa seveda izjemno, če mi dovoliš, to moram povedati, ne. Poslušal sem našega prvega ministra, ki vabi na bojkot tega referenduma, če bo. Razumem, kaj hoče on s tem povedati, ne. Ne gremo in pade referendum. Okej, v redu, pade referendum, ampak ti ne moreš kot prvi minister, broj 1 po predsedniku, nagovarjati ljudstvo, naj ne gre volit. Ko pa istočasno govorimo, kakšen problem imamo, ker ljudje ne grejo volit. Če že hočeš speljati ta koncept, moraš drugače formulirati. Ne moreš ti reči ljudem, ne gremo volit. Mislim, to se mi zdi antidemokratično. Ampak spet, ne, na drugi strani, daj mi pomagi razmišljati, kaj so te populistične teme, ki jih tako radi vrtimo skozi politiko, a ne? Absolutno ta denarna situacija, finančna. Prav ti zaslužiš Ja, več. ja. Zakaj smo pa Goloba kupili, ki je zaslužil več, kot je preveč, ali pa ne? Ne vem, jaz težko rečem, Mi zakaj. imamo bolj radi une, ki so skromni. Ki so skromni, ja. Ja. Pol pa vidiš, da ukradejo 300 jurjev, recimo, ne. No, recimo. Ampak populistične teme so teme, ki napajajo ljudstvu strah. Držati ljudstvo v strahu je idealna zadeva, ker jih imaš pod kontrolo. Že itak smo pod kontrolo vsi preko teh naših aparatov, ki jih imamo, vejo točno, kaj delaš vsak moment. To je ena zadeva, zdaj pa, ki je ta idealna situacija te vojne, kaj bo, kaj ne bo, ne samo, bi rekel, izraelska tema, ampak tudi seveda Ukrajina, Rusi, ki bojo absolutno v roku 2 let prišli do Pariza, ne, to nam govorijo, ne, in bojo osvojili vse, ne, ne vem, jaz do danes, ne vem, mogoče se motim, jaz nisem videl, da bi Rusi kdaj napovedali vojno Evropi, na tej strani, zapadni, nisem tega ugotovil, mogoče da ima Putin to v glavi, ne rečem, da ne. Ampak, ne, ampak ti moraš ta žar, ne, ga moraš stalno držati toplega. Da razumeš. In tle smo mi, in tle ljudje padejo na to, ne. Zakaj? Zato, ker potem so dodatne teme populizma, so ohranjanje družine, recimo. Istospolnost. To so, veš, vsi populizem rabi sovraštvo. In rabi sovražnike. Če jih nimamo, če ne, je treba narediti ga. Hitler je najdel to formulo. To je idealen moment. Najdel je formulo vsega in pol je najdel Juda, ki je kriv za vso nemško tragedijo. Od prve svetovne vojne do padca marke, do vsega tukaj. In seveda se spravimo na tega, vsi se spravimo na tega sovražnika. Ampak daj greva v 2025, ne? Ja. Daj peva v ta slovenski kotel. Kje smo, ne? Videli smo ta referendum, ki si omenil istospolne, ne? Ker nam bodo pobrali otroke in za otroke gre in tako naprej. Ne? Kaj še? Kaj se ti zdi, da Slovenc sliši? Na kaj zavibrira, kaj ga navdaja? Na vse take in podobne, lahko bi naštevali te zadeve. Tudi, recimo, mogoče bi bilo bolj zanimivo, na kaj Slovenc ne sliši. Okay. Ne? Ker je manj za govoriti, ne. Recimo, ne sliši kot marsikdo drug na teme uničenja našega okolja, naravnega okolja. Mi smo še na nek način ena dosti lepa država, ne, polna vode. Prepričan sem, verjetno, mogoče iz tega ne bom videl, zelo verjetno, da ne. Ta voda bo šla enkrat, nekdo jo bo kupil. Mislim, Slovenija... Se imamo zdaj v ustavi. Imamo v ustavi, glej, če Trump kupi Groenlandijo, si bo že kdo drug zmislil še to malo Slovenijo kupiti, ne. Zdaj si jih Trumpa omenil, ne. Trump nonšalantno reče, da ekologija je overrated, ne. Da vprašanje te tematike je... On je recimo odrezal v Ameriki noge vsej znanosti. Mi znanosti ne priznavamo nič, mi tudi ne priznavamo. Počasi to nam je odveč.
Mi umikamo iz šol predmete, kot so filozofija, to ne potrebujemo. Mi potrebujemo tehniko. Tehnika, ki ni tehnologija. Tehnologija je proizvod tehnike, ne. Tehnika je nekaj, ki ne rabi nič, da se hrani. Ona se hrani sama s sabo in proizvaja ta svet na tak način, da človeška psiha težko sledi temu. Mi nismo tako hitri pri tej zadevi. Ampak mi, recimo Slovenci, če se vrnem na prejšnje vprašanje, ne, še zmeraj ne imamo ta problem, ne, tudi tujci, ne, recimo v Sloveniji, ne, v tej mali državi, ne. Zdaj, ne vem jaz, koliko teh ljudi, ki prihajajo iz Azije, Afrike, si želi ostati v Sloveniji, ne. V Italiji si ne želijo ostati, bi radi šli v Nemčijo ali pa Švedsko ali kaj gor, ne. Ampak mi še zmeraj gojimo, ne, to zadevo in prihajajo ti valovi, ne, do recimo, ne vem, Elka Strojan, ne. Pozabljena tema, ne. Ja. Kaj je bilo takrat, ko je Drnovšek šel v Konec mesto? sveta. Ko je bilo konec sveta je izgledalo, ne. Ena družina je držala kao v šahu celo državo, ne. In mi imamo z tujci še zmeraj problem. Mi imamo Ampak s mi smo tujci. se bali, oprosti, mi smo se bali Prekmurja, ne? Mi smo se bali Angležev, ki bodo pokupili Prekmurje. Jih ni In kaj, več. ga bodo zložili So v... kupili Ja. in sem bil nedolgo nazaj v septembru v Prekmurju, pa sem vprašal za to. Ja. Rekel, so kar nekaj kupili, ampak ni več, so že šli. No, ampak takrat se je zdelo, kot da nam bojo odnesli. Absolutno, Ne. absolutno, ne, in zdaj to, ampak zdaj. Se Prekmurje je fajn. Ne? Ja, ampak veš, tudi področje dela, ne. Mi, ko se vozimo, ne, zdaj imamo Filipince, ki delajo, vemo tudi, kako živijo, ne, in kako jih držijo, ne, vse to smo videli, ne. Ampak ne, jaz se ne bom nikoli pozabil, da ko sem prišel v Ljubljano, ena stvar, ki me je dregnila, je bilo že takrat veliko, bi rekel, delavcev iz Bosne, Hercegovine, skratka, jug, ne, so delali. Naših, ne, tako kot so Italijani, Sicilijanci delali v Fiatu v Torinu, ne. Moram reči, da sem ugotovil nek rasizem med Slovenci, ker mislim, da smo pod kožo smo vsi malo rasisti, ta beli, mi belci, ne, in smo da ne bo pomote, ne, ker če pride tle do pomote, res je boljše, da se v vremenu pogovarjamo. Ne bom nikoli pozabil, kako so ljudje kakšenkrat na cesti tretirali tiste, ki so pobirali smeti. S kakšnim načinom to. In jaz sem enkrat znorel, ne, na akademiji med študenti, ki so tudi bile, to je Bosanc gor, Bosanc. Pa sem mu rekel, pa pet ti delat, no. Pa pet ti skret v šestico. Jaz v šestici bila ena gospa, ki so jo klicali Drek Muti. Tako je bilo naziv za eno Bosanko, ki je pucala skret. In bila je strašno agresivna in zoprna in zdaj razumem tudi, zakaj je bila. Taka, ne more, drugega ni imela na izbiro, kot da vrača, kakor lahko vrača, ne. Se rekel, pet ti skret pucat. Rekel, kje si ti zdaj Slovenc? Zakaj, a si ti, da je bil kakšnega Slovenca na avtocesti, ki asfaltira? Jaz ne. Mogoče kakšen tehnik pride z fazentreferjem na avtocesto. In a veš, in tukaj se ustvari, in zdaj se pa okrog tega, ne, lahko ustvari politika, ne. Ja. Se ustvari politika, se ustanovijo stranke, smo imeli eno, ki je ni več, se je šla do konca. Ja, pa zdaj pravijo, da nova prihaja. Nova prihaja, ampak smo kaj proti, vsi ven. Ne, vsi ven, AfD, vsi ven. Če grejo Turki ven iz Nemčije, lahko zaprejo vse fabrike. Ja, ampak Angela jih je prosila, pridite. Ja, sej jih je prosila, pridite, verjetno je bila takrat narejena napaka, ker je bila ta pridite malo preveč široko zasnovan, ne. Velika mati. Velika mati, ne, ampak glej, Angela je bila Angela, ne, ni se bil zelo zanjo, ker jim je na drugi strani, ampak je bila kapo dol za Angelo, ne. Marsikaj je naredila, ne. Škaj, ne morem. Mislim, glede, kaj imamo zdaj, ne, gor, ne. Ja. Ne morem, ker gledam v tvojo smer, dvakrat piše Rodeja, ne, se verjetno se naglosi drugače, ne. Ampak si ti to črtico naredil na oju, ne, da se ne bi, ne. Ja, se je znajdel, ta star se je znajdel v starih letih poslov. To infiltracija. Kaj pa je cerkev tle? Ne? A veš, če razmišljava ta levica, desnica, cerkev je kaj, politična Cerkev je kompozicija? inštitucija. Ja, inštitucija je, ne? V zgodovini je bila zmeraj na strani oblasti, Okay, kot inštitucija. okay, Ne kot posamezniki, okay. ali pa kot neke, bi rekel, cerkvene združbe,
ali pa krogi od ne vem, klasika, frančiškani za revne, tako naprej. Cerkev je bila, Ampak ljubi bližnjega. ne vem, če laži. vera, ja, cerkev ne vem. Aha, To to je, sta dve različni. jaz mislim, da ja. Okej. Veš, A ti kot eno levičar? je biti komunist, eno je pa biti v partiji. Aha. Partija in komunizem ni nujno, da je to. Ti kot levičar lahko teh 10 božjih zapovedi živiš? Jaz sem vzgojen bi rekel, katoliški veri. Jaz imam vse sakramente, razen poroke in razen na koncu maziljenja, tisti še pride, če me bojo. Drugo imam vse. A bi ga želel? Maziljenje. Ja. Če bom imel čas za premislek, ti bom povedal. Če bom pa v komi, pa naj naredijo, kar čejo. Okej. Jaz sem obvezen predmet verouk, Okej. vendarle v sklopu italijanske šole, čeprav je bila slovenska šola v Italiji. Sem zelo zadovoljen, da sem to delal, da spoznavam, in me je ta tema zmeraj tudi zanimala in sem veliko tudi prebiral od Biblije in tako naprej. Me zanimajo te teme. Me zanima tema Boga kot takega, me zanima. Sem noter v tej zadevi. Ne morem ne biti, moram se odločiti tudi, ne? Ampak razlikujem partijo od čiste vere. In tukaj sem spoznal recimo v svojem življenju perfektne ljudi, ki so bili zelo verni, tudi polemični do lastne tiste svoje inštitucije. Ne prenesem, mogoče je problem to, da se mi ne zdi prav, ali ne vem, kako bi to povedal, da je med mano in Bogom, da mora imeti prek zastopnika. Da mora biti neka agencija, ki me pelje do njega in nazaj. Jaz mislim, da se lahko z njim, Provizijo je treba. jaz mislim, da se lahko z njim sam pogovarjam. Brez provizije. Ja, vse nekatere vere to imajo, ne. Judje imajo direktno varianto, protestanti so počistili malo to polje v svojem cajtu. Mi smo, no, recimo, mi smo že začeli slabo, ne. Mi smo imeli očeta naroda, božjega Katrubarja si ne moreš izmisliti, ne, ampak je mogel iti, ne. Je mogel iti, pa Sveto pismo, pa vse knjige, ki je napisal, so jih v praznih sodih pira nosili iz Nemčije dol, da jih je eksploatiral na nek način. Mi smo ga ubili. Mi smo na začetku ubili očeta naroda. Ne? Mi smo ga ubili. In seveda potem politika, v katero je spadala tudi cerkev, je to izkoristila, ne? Pač in je ohranila ta rimsko-katoliški del cerkve proti unemu, ne, luteranskemu. Misliš, da je ena politična stran pač prepoznala to, da so tam mesta in točke, kjer lažje komunicirajo z potencialnimi volivci, zato ker ljudje pač pridejo v nedeljo tja? Ja, ampak veš, v osnovi vsega je zmeraj denar, ne, in je zmeraj kapital, ne. Cerkev je predstavnik kapitala, bila zmeraj. Ona je bila nad kapitalom celo. Nad kraljem, nad vodstvom. Dolga stoletja je bilo vse odvisno od nje, koga bo požegnala ali koga ne bo požegnala. Ne? A veš, redki so si vzeli krono in so rekli, bom jaz si jo dal na glavo, kot je naredil Napoleon, recimo, redki. No, potem je prišlo do te, bi rekel, odločitve, ne, cerkve, od tiste, ki je po mojem mnenju tako delno navidezna, ne. Italijani so imeli to hud problem, seveda imajo Vatikan v hiši, ne, ampak glej, vendarle so se ga na nek način, so ta politični odnos uredili s to ločitvijo in so plačali zelo veliko ceno, ne, zelo veliko ceno. Država je plačala za to, da se je ločila, veliko ceno in koncesije. Ne. Ampak glej, pri nas so pač se cerkev svoja stoletja nazaj odločila, da bo z plemstvom, kar smo ga imeli, ne. Plemstvo je pa dalo malo gozdov, pa malo zemlje, pa smo jim to vzeli, zdaj so hoteli dobiti nazaj, nekaj so dobili. Mislim, okrog tega se obračamo, mi se zmeraj obračamo okrog denarja. Mislim, tlele je po svojem imel Marx tudi prav, ne, ko je govoril o ekonomiji kot tisti, ki obrača. Danes je vprašanje, če je to res. Če je še zmeraj denar in ekonomija, ker je tehnologija višja od tega. Denar je še zmeraj človeška strast. Tehnologija pa ne rabi več človeka. To je problem, da manevrira sama lahko, ne? Boris, meni je najbolj grozen, ko mi kdo reče, joj, moja mama vas je tako rada gledala, ne? Ampak zdaj bom jaz rekel nekaj podobnega, ne? Da se mi zdi, da je televizija bila prižgana
tistih 10 let. Jaz bom na to odgovoril, da imate mlado mamo, ne? Ne, dobro. Ja, se je gledal, ja. Ampak, a veš, ta nek subtilen, ne, ta vrhunska satira, ne, ki ste se jo šli, ker meni je najbolj dinamika bila, jaz vem, kaj pomeni tedenska produkcija, vem, kaj pomeni tedensko biti v nekem pogonu 10 let. in si ne predstavljam 10 let tega pogona, ne, in Ja. ti dajem kapo dol, da ste to zmogli. In da so bile oddaje, ki so bile vrhunske, pa so bile malo slabše in Seveda, tako naprej, ampak to je zaradi, ne. Kako je politika, ne, zdaj bom pripeljal nazaj do tega, kar si počel in kar si delal, a ne, kako je politika bila takrat v tistih cajtih celo mogoče malo bolj soft, bolj previdna če rečem, v cenzuri. Se mi zdi, da je ta cenzura skozi denar, ki zdaj pride, ne, ko te preprosto pač ukinejo, ker ni več budžeta, ker ni več bla, bla, bla. Vi ste takrat vrhunsko peljali to dinamiko, da ste si upali. Ja, je res. Tu pa tam je prišlo do neke zadrege strani produkcije, se pravi Televizija Koper, ampak bi človek rekel, ni prišlo do cenzure. Prišlo je do nekega, bi rekel, trenutka, ko so rekli, fantje, in ti to, se dali to dali ven, ali ne vem, ali damo, ne. Jaz sem ponavadi odgovoril, sem rekel, mi lahko damo to ven vse, ampak naslednji petek mene ni. Zaključimo zadevo. Ali kupite paket ali ne, tle sem bil brezkompromisen, pa ne samo jaz. A misliš, da bi danes tudi lahko bil? Ne, danes nas ne bi niti povabili, tako da tle sploh ni problema za danes. Tle imam jaz malo bolečine v tem, kako gremo v neko zanikanje, da je ta oddaja tudi v resnici nastavljena. Te oddaje, kot da ni bilo nikoli. Ja, no to tukaj. Te oddaje je tako, kot da ni bilo nikoli. Praznovali smo, ne vem, kjer obletnico televizije, pa so bile oddaje o humorju na tej televiziji. Vsi so bili, tudi tisti, ki so bili cepljeni proti humorju. Mi, ki smo 10 let vozili neko paradno oddajo, ne, ki je bila gledana še pa še, ne, tudi omenjeni nismo. Tudi nikoli nismo dobili nobene, so bili nominirani, nikoli nobene nagrade. Nič. Te oddaje, kot da ni, ta ignoranca RTV-ja je neskončna, tako kot je neskončna dolgočasna produkcija, tudi danes tudi to. Ampak moram pa povedati nekaj, ne? Če se vrnemo na začetek tistega tvojega vprašanja, ko smo govorili o nekih koreninah, no, Trsne, je zanimivo to. Ta oddaja je nastala v domeni nas, ki smo vozili, ker smo vsi iz Trsta. Vsi. Ni bilo nobenega. Gojc je prišel malo kasneje, ker ni bil iz Trsta. Recimo, ne. Tržačan. Ja, ni bil Krašovec, pardon. Ne, on ni Krašovec, ne, on je tle, ne. Veš, on se je preselil, skratka, mi ga identificiramo za našega dol, ne. Ampak zakaj je bilo možno? Zato, ker smo sprejemali vso možen humor in satiro na italijanskih tleh, kjer je bila bum satire. Ti si lahko samo zbiral. Mi nismo sicer nič kopirali, ampak smo vzeli model, ker nismo mogli vzeti nobenega jugoslovanskega, da ne rečem slovenskega. Koga bi pa mi imeli za satiro iz Ježka? Čudovit pesnik, depresiven za samomor, ampak satiričen tudi, ampak ni naš model. Prej bi vzel ne vem, Elor Bežnikovo, prej bi vzel Čkaljo, recimo, dol iz Srbije, ampak mi tle nismo imeli nič. Mi nismo imeli nič. Mi smo itak Slovenci narod za kavč psihiatra, kar se tiče humorja. Tle imamo velike probleme, še zmeraj, ne, velike probleme, ne. Mi smo narod, ki smo rojeni v znamenju komedije, poleg Trubarja. Linhart nam je dal identiteto, s komedijo. Ampak ko je Linhart nehal pisati komedijo, je minilo desetletja, pa smo prišli do nekega, ki je tudi malo napisal humorno, pa spet desetletja nič, pa malo Cankarja. Zdaj pa pol 70. leta so bili ti jugoslovanski humoristi, da rečemo takole, ne, vse na račun režima, na nek način zelo prikrito, ne, that's it, ne. Italiji je to bilo noro, tudi tega ni več v Italiji. Noben ne potrebuje več satire, če se le dajo potovčajo, ker je prehuda zadeva. Je prehuda. A veš, ne more biti satira to, kar gledam danes, ne, pa v bistvu sem gledal 10 minut, mi je bilo jasno vse. Ni satira to, da jaz zdaj tolčem po desni, pa malo po levi, pa malo po centru. In tako bi rekel, naredim eno tako uravnilovko. Pa smo vsi v redu. Satira je problem tvojega stališča.
Jaz sem ta in govorim to iz mojega svetovno-nazorskega stališča. In lahko govorim samo to. Ti si na uni strani, ti povej svojo zadevo. Ampak ne bom jaz zaradi tega, a veš, poglihal zadeve, zato da bojo stolčki na RTV-ju varni. Ne? Ampak meni je bizarno, ne, da smo v enem trenutku satiro razumeli tudi kot, da je v redu to, da politik, pred katerim se nasmehne in Ja, takrat je konec se satire. neskončno zabava. Takrat se konča, Ja, a ne da? ne Samo mi more. smo to včasih v enem Ja, trenutku razumeli tudi, kako je on ljudski. Ja, Ne. to se je zgodilo v Italiji s komiki, z močnimi satirikami, ko je prišel na oblast Berlusconi. In je odprl televizijo in so vsi hodili k njemu delati to satiro in v prvi vrstah so sedeli vsi možni politiki in so ploskali. In je Dario Fo, ki je bil oče vsega, ne, je rekel, smo zgrešili. Mislim, on teoretično bi moral užaljen oditi, ne pa ploskati samemu sebi, če mu rečem, da krade. To je problem. Okej. Kaj bi vodovodar danes rekel? Kako bi ta tvoj vodovodar, kako mu je bilo ime? Joško, Ja. čakaj, kako že? A sva stara? Ha? A sva stara? Jaz ti prav gotovo. Sem mu spomnil, mogoče še bova imela še čas. On bi rekel to, kar je rekel na začetku, ker je bil vodovodar zaljubljen v Heraklita, ki je rekel, da vse teče. Vse pač nikoli ne stopiš v isto vodo. To je impresioniralo samouka vodovodarja, da je šel sploh v vodovodarstvo, ker mu je imponirala ta voda, ki je. No, ampak on je prišel in je gospodinji, ki je imela težave s tem, ker je voda tekla, razložil ta svoj pol je pa svetovno-nazorski pogled. Pol je pa razložil vse, se spomnim, komu vse on popravlja, ne, vodo. In popravljajo vsem, ne. Ti se je bilo kar tako, kar No, ampak gledano. vodovodarje smo še sprejeli, ne, polk se je pa pojavil še župnik. In župnik je bil pred A vodovodarjem. pred vodovodarjem? Je bil v TV Popru. Okay. Ja, župnik je bil problem, tako kot je problem zmeraj v tej državi, kakor se dotakne, pusti cirko primer. Mi smo pač vzeli en prototip enega zelo človeškega župnika, ki ima to smolo, seveda, da tudi je rad kaj izpil, ne, pa se je zelo hvalil, da je prijatelj s tem gospodom, ki ima mikrofone tle. In je pač imel neke moderne poglede na cirko, ki so bili pa so bili ultramoderni, še preveč moderni. In verjetno je bil zato smešen. Mislim, da je bil smešen zaradi tega, ker je govoril neke male resnice, rahlo ne pijan, ampak rahlo pod gasom. In je zagovarjal te svoje stvari kot nekaj, kar je zelo logično, kar je nekaj zelo, tako, ne vem, mislim, uspeh je imel, no, jaz niti ne vem, zakaj. Ampak si ti takrat dobil boljši kos govedine pri mesarju, takrat v tistem času, ko ste delali TV Popr, a se ti je zdelo, da ne vem, se narobe, če uporabim besedo slava, ampak Ne, mene se to ni nikoli, mene se, glede, govedine. slava, če sem se nečesa branil, je bila slaba, pa sem jo imel svojih 5 minut slave. No, ampak si jo čutil. Si jo čutil, prenesel z absolutno z zavedanjem, da slave v kratkem bo konec. Kot je zmeraj v majhnem prostoru, še toliko prej. In da so te stvari pozabljene. Mislim, vse moje delo v gledališču, verjetno ne samo moje, je absolutno pozabljeno. Kdo se pa spomni na predstavo pred 20 leti? Kdo se jo spomni? Nobeden. Mogoče, če ostane, edino, kar ostane, če ni posnetka, ne, kar je boljše, da ga ni, ostane ne vem, nek zapis nekega kritičarja. Decid. To je najbolj minljiva snov, kar jih je moj poklic. Absolutno. Minljivo, od danes do jutri je pozabljeno. Tako da slava me ni pa res nikoli, me ni načela, no. Me ni načela. Vem pa, da so bili marsikdo od mojih kolegov širom, ne, so se nosili tako, da ne moreš verjeti, ne. Ok, ampak zdaj si bom dovolil reči nekaj, ne, tle doživljaš to pozicijo moči tega notranjega, ne vem, kreativnega dela. Verjetno si v tem času
tudi dojemal mogoče neke svoje situacije ali pa neke obremenitve, kljub temu, da smo te mi videli kot Borisa Kovala, Ja, si videl kot neko, ne vem, nam zdaj rekel depresijo, ampak lahko rečeš. verjetno tudi neko Lahko jebo. rečeš, ja, to me je požiralo. Ja. Danes pravzaprav jaz, kot sem tudi napisal v knjigi, zato ni to noben odkritje, ne, mi je po svoje žal, da sem se s tem ukvarjal. A res? A je to težko? Z gledališčem kot takim. Ne, mislim, gledališče mi je dalo malo nekaj. Delal sem v tem, drugega nisem tudi znal delati, ampak ostalo ni kaj dosti nič, roke so prazne na nek način. Zaradi tega sem pa hote, seveda, ne, saj sem jaz to naredil, žrtvoval marsikaj v življenju, kar bi lahko mogoče imel, ne, recimo, ne vem, privatno sfero sem absolutno zanemaril, ne. A bi Ker je rekel, da si bil slab? Ne, zato ker je bil teater bog. Mhm. Ker je bilo vse v tem znamenju, ne, potem pa, in to je pripeljalo nujno, kot opisujem v knjigi, ne, za katero vas vabim, da jo kupite, tudi če jo ne preberete, za katero je pol pripeljalo v to situacijo plagiata, ne. No, saj to sem hotel reči, glih, Ja. ne, si v bistvu, ne, tukaj si postavljen, si identificiran kot nekdo, ki je kreativen, ki je Ne, ustvarjalen. danes sem jaz tukaj samo kot plagiator, Ja. že 6 No, in let. potem prideš in zajebeš. Ja, Ne. in vse, kar sem naredil prej, ne pomeni Ja. nič. V trenutku. To je to. In to sprejmeš in čau. Ampak daj mi probi razložiti, če nisva preveč intimna, probi razložiti, čez kakšen proces človek gre, ko zavesti, da je zajebal. Skozi grozen proces. Še posebej prav zaradi tega, ker veš, da si zajebal, ker veš, preden si ga naredil, da boš zajebal zadevo. A si In veš? kljub temu, seveda, absolutno s popolno zavestjo veš, da stvar prej ali slej bo odkrita. In je bila tudi odkrita sorazmerno hitro. Ampak kljub temu ti to storiš, ne. In to je, bi rekel, kot sem to še zmeraj v knjigi napisal, potem, ko sem sebe malo analiziral in videl, to je neke vrste samomor, ki ni fizičen, kljub temu, da vsi verjetno smo kdaj razmišljali o lastnem koncu, ne, ampak ker ga ne upam narediti, ker nisem sposoben tega narediti, ne bi puščal te dediščine komu za sabo, ga je bilo treba narediti na neki drugi simbolni ravni, ne. In ga plačujem še danes, fejst. Tudi bi rekel v sodni praksi, ne samo v fami. A veš, to je tako. Ampak prej smo se pogovarjali o tisti drugi kravi, ne, o Ja. tem, kako, ne. A se ti zdi, da je takrat tudi ceh skočil? Ja, Da je ja. bil ceh pameten, da Ja, je ceh razlagal? Ne, ceh se mi je odrekel kompletno. Nikoli nisem več dobil od nobenega odziva, niti da bi mi nekdo poklical in bi mi rekel eno zelo grdo besedo, ne. Mislil sem, da si fajn človek, si pa en drek, ne, tudi tega ne, pa popolnoma ignoriranje, Kužen si bil? totalno kužen, odrezan od vsega, ampak tukaj ima pa stvar eno minimalno pozitivno last. In sicer to, da si prizemljen do take mere, da vidiš, kje si. Če je to tako, da so se ti, pol se začenjaš spraševati, kaj pa je bilo tisto prej potem. Kaj so ta prijateljstva, prijateljstva, 30-letna, ko se nekdo, ko te vidi na cesti, obrne pa gre na drug pločnik, recimo. Kaj smo mi bili? In se zaveš, kje si, in se na nek način, jaz recimo eno stvar, ki jo hvala Bogu nimam absolutno več nobene želje po tem delu. Nisem kot tisti igralci ali pa režiserji, ki grejo v penzijo, pa ne dobijo več za delati in sanjajo, da bi lahko igrali in to, daleč od tega. Odklonil bi vse, če bi kaj delal, bi mogoče delal s kakšnimi amaterskimi skupinami, za lušt, za to, da mi lahko tudi kaj poveš, pa tako naprej. Ampak kar se pa ostalega tiče, se je prostor, kot se temu reče, razčistil. A pa to pomeni tudi neko notranjo katarzo v tem smislu, Na da nek si se način, ja. osvobodil Na nek način, ja. nekih navideznih ali pa fake odnosov. Ampak je bilo treba narediti ta samomor, ne, očitno prej, ne, ker drugače verjetno ne bi bil sposoben. Vse zelo neumna, nespametna poteza, ker je potegnila za sabo celo vrsto konsekvenc, ne, zadev, ampak glej, tu smo, no.
A si nože dobil tudi od tam, ko si mislil, da jih ne boš? Absolutno. Čeprav ponavljam, nožev je bilo malo. Kaj je bila tišina? Nož je bila tišina, Ja. ne, nož je bila tišina, ne. To je, In po tej tišini se zbudiš, danes Ja. si rekel, da boš rabil robčke za puder obrisati, ker greš na kmetijo, ja, ne? no, na kmetijo. Ja, Grem okej. nekam tako na podeželje, No, no. na podeželje, Da okej. ne bojo mislili, da imam zdaj še kmetijo, mi bojo še kmetijo vidiš, iz pobrali. tistih honorarjev si kmetijo kupil, ne. Ja, ja. A bi rekel zase, da si uspel najti neko novo srečo? Neko novo zadovoljstvo, čutiš ta passion? Na neke momente ja. Okej. Sreča in zadovoljstvo so res mini trenutki v življenju. Še zmeraj, bi rekel, valovim med up and down, kot se temu reče, ne. Ne vem, kako se temu reče več po slovensko, gor pa dol, Kako ne. bi v Trstu rekli? Su e zo. Zdaj sem se nekaj Ampak naučil. to je ta dialekt, ni italijansko. Su e giù, recimo, ne. Okej. Kaj bi bilo tvoje največje obžalovanje, če odmisliva to zgodbo? To. Ko si mi rekel družina? Ne, ja, ne. Ti odnosi bi bili verjetno drugače, če bi jaz majčkeno bolj bil zraven, ne. Tudi moje življenje bi malo drugače verjetno ne vem, kaj bi delal. Recimo, saj ne vem, jaz sem zmeraj rad imel, pa sem sposoben do neke mere, samo malo. Zmeraj obožujem manualna dela, ne. Saj to je ta bolezen intelektualcev, ne. Ki bi radi naredili Bi misel. svoj vrt v Ljubljani bi Ja, postrigel. ne, ali pa to, ne, pa to kakšenkrat, če imam možnost, se lotiš kakšne zadeve, naredim bolj, bi rekel, šlamparijo, ne, ampak je zadovoljstvo, če jo narediš, tudi če je šlampast, ne. Ja, to, ampak tule mogoče je to še malo ta otročja komponenta v človeku, ki bi rad nekaj pošraufal. A veš, ne, tisto, kar rečeš, bi imel eno svojo garažo. A veš, Pa bi zmogel? Kaj, Biti ne v vem, srcu? če bi zmogel. Ja. Ne vem, če bi zmogel. Kaj sem, če bi se identificiral z enim likom iz risank, ne, pa se ni rodila kot risanka, ne, bolj je bila crtež prej, ne, na časopisih, se mi zdi, da sem bolj podoben Snoopyju. Okej. Charlie Browna. To je tisti, ki misli, da je lahko opravljal marsikaj, ne. Je mojster v bejzbolu, ima v pasji kučici ima biljard, recimo, ne. Lahko leti, je heroj. Mislim, živi v tej iluziji, otroški, dosti bi rekel čisti, o tem, kaj bi vse lahko bil, ne, ampak nisem bil, sem bil samo to, kar sem naredil, in to mi ni še zmeraj najbolj všeč, da sem to bil. Evo. Samo da zaključim najino potovanje danes, teh 100 kilometrov sva poskušala malo zaobjeti. Kupite tudi, če ne boste brali, ne? Ja, Sva rekla. kupite predvsem, ja. Odraščal si med pudernico, med lasoljarnico, Ja. A danes Boris gre v teater? Ne. Na stol, nekam v dvorano? Ne. Ne. A te Ne. boli? Ne. Ne Zbral rabiš? sem te, ne rabim. Ne rabiš. Ne rabim. Vsakič, ko vidim eno predstavo, in če bi jo videl, vem, kaj je v ozadju te predstave, še posebno ta objemanja, kako si ti fajn, pa te noži, ki letijo v hrbet. A je Tako da fake- ne maram a je- tega. A je ta teatralni svet je fake svet? Popolnoma. Tudi, A si to mislil tudi preden se je to zgodilo? saj zato se je to zgodilo, Aha. ker sem že nekaj let imel te slutnje o sebi v tem prostoru in vidim, da to več nikamor ni šlo. Neka čudna intelektualna ali pa ne vem kakšna že impotenca se me je lotila. In sem v trenutku, ko sem začel hoditi na vaje, ne rad, težko, da sem šel kao v službo, ne, saj ko to je konec, če ti tega poklica ne delaš z žarom, je to absolutno neumen poklic. Nima smisla ga delati. In sem seveda pol ugotovil, da hodim po tej poti propada dobesedno, ne, in tudi zgodil se je potem, ne. Ja, to je tako, ja.
ta slutnja je pač huda bila in, zraven so se združile vse osebne zadeve. Mislim, naenkrat je, kot se reče, ko pride hudič na srd na kup, ne, je vse bilo, ne. Kot po navadi se to zgodi, vse tisti moment pride vse, kar je možno, ne. Meni se je zdelo takrat, da sem tako intimno, midva nisva prijatelja, nisva niti dobra znanca, ampak se mi je zdelo, da takrat, ko je ta zgodba prišla ven, da sem tako intimno doživljal, bolj kot je bilo normalno, ne, ampak se mi je zdelo tako, da sem danes bil neskončno hvaležen, da sem imel ta podcast za izgovor, da sem Z lahko veseljem, z klepetal s veseljem. tabo in, sem vesel, da te vidim tako in da te vidim, Hvala. optimističnega in tako, da zreš mogoče tudi znotraj svoje neoptimistične vizije optimistično naprej. In hvala tudi za to, ke si Hvala delil tebi. razmišljanje Hvala z nami. tebi. Moji prijatelji pa Ravemedu so za tebe pa za tvojo ekipo, pripravili eno darilo, Hvala. ker mi pomagajo, da lahko Koliko je delam tole to. približno? Nobenih kastrol nimava tule. Bodi dobro in, Hvala ti za srečno in vse povabilo. lepo. Hvala. Najlepša hvala, hvala.